Sapana Gandarp, trgovka, samozaposlena na področju umetnostne obrti, se je rodila v Nepalu, kjer kot ženska in pripadnica najnižje kaste ni imela nobenih možnosti za pridobitev izobrazbe. Poti so se ji odprle pri 22 letih, ko se je preselila v Slovenijo k krušnim staršem. Ja, sem prišla v Slovenijo, ker sem videla, da ni isto kot ker sem doma v Nepal, to je drugačne kulture. Bilo je začetka zelo težko, pol pa sem se prilagodila. Sapano sem spoznala, ko je prišla na tečaj slovenščine tu. Potem se je vpisala v dokončanje obveznega šolanja, kjer je zelo hitro napredovala tudi v jeziku. Mene je presenetilo, kako hitro se je učila slovenskega jezika. Potem se je vpisala na program trgovske šole, ki ga je končala z odliko. Vedno je bila na predavanjih, vedno pripravljena, zelo vedoželjna, mislim, idealna dijakinja. Domači mi pomagajo pri učenju in dajo veliko podporo. Sapana je prav gotovo naredila velike korake, odkar je prišla k nam. Je zelo delavna in tlele sigurno je to zelo pomagalo, da je lahko naredila prve korake tudi v keramiki. Sapana je idealen primer vseživljenjskega učenja. Konec koncev je pri nas začela s tečajem slovenščine za tujce, nato z osnovno šolo, pa srednjo šolo in jo uspešno dokončala. Tako da smo na Ljudski univerzi na njo še posebej ponosni. Ta poklicna šola je, jaz mislim, da to ni konec zdaj, ker hočem še nadaljevati. Upam, da v jeseni vpisala višjo ekonomsko šolo. Ta poklicna šola je samo ena osnovna izobrazba zame, ker vedno imam občutek, da nič ne vem. Najbolj me zanima umetnost, predvsem oblikovanje keramike. Dosti sem imela te tečajev in iz teh stvari, ki sem naredila tam, sem dala na obrtno zbornico in zdaj pa imam domačo obrt. Je pa res imela vso možnost tudi z naše strani, je imela na razpolago tudi opremo in naše znanje, ampak je predvsem tle na njej ta izjemna delavnost in izjemna vztrajnost. Si zadovoljna? Imamo lepo povedati.